nisem več v tisti generaciji, ne, ki smo skrivali, da beremo, mogoče da sem že bolj v tisti, ki so bili starši bolj veseli, pa so to spodbujali. Ne. Sem tip človeka, ki pa ga zanimajo ravno take knjige, ne, torej tisto, kjer se tudi nekaj tako naučimo kakšnih takih dejstev. Ne. In jaz sem hodil spat pravzaprav za veliko ilustrirano enciklopedijo. Ne. V založbi Miš se fokusiramo na kakovostno mladinsko in otroško tudi literaturo. In mislim, da je to eden takih primerov. No. Smo veseli, da smo izdali tudi, v resnici smo jo že ponatisnili. Tako da, ja, vesolje vedno potegne otroke, no, in vedno fascinira tako nas kot otroke. Zdaj, tale je to zaradi tega, sicer čeprav je ilustracija morda bolj pisana na kožo otrokom, no, je seveda zelo lična tudi za nas, odrasle, ampak je s temi dopolnilnimi teksti, ne, ki nam obelodanjajo samo zgodbo, no, oziroma pač navajajo dejstva, izredno informativna tudi za odrasle. Ne. Čeprav je otroška knjiga, ne vem, od tega, koliko je Vroče sonce, ali če se prav spomnim, ima kar nekaj, no, tako da v tej knjigi se o vesolju v resnici lahko marsikaj naučijo. Skušamo imeti vedno v mislih neko ciljno skupino, ampak ja, veliko izdamo tako imenovanih medgeneracijskih slikanic, med katere vendarle sodi tudi tale, ja, to je res. In sicer tiste, ki nagovarjajo res širšo publiko, torej ki jih lahko bere tako otrok, pa jo bo videl s svojimi očmi, kot tudi odrasel, pa bo pač videl popolnoma druge detajle, oziroma ga bodo morda zanimali popolnoma drugi detajli. Ne. Vedno se kaže, da tisto neznano nas fascinira, ne. Tudi tako odrasle, ne. Otroke pa še toliko bolj, ne. In tisto neznano, recimo, ne vem, saj tudi dinozavri so večna tema, ne. Pa vulkani, ne. Iz neznanega so nastajale religije, so nastajale vse sorte, ne. Tako da to je vedno tisto, kar lahko prepustimo domišljiji, je vedno fajn, ne. Seveda pa je fajn se tudi izobraževati na tem, vedno imajo ljudje radi raziskovanje tistega novega, oziroma tistega, kar oni še ne vedo morda, ne. Zaradi tega po mojem to fascinira, ne.